Meni se zdi, da je predmet etika namenjen izobraževanju mladih o tem, kako mislimo, približno določanje morale, kaj je prav in kaj je narobe. Spoznali smo politiko vere. Se pogovarjamo ne samo o tem političnem, ampak tudi o našem mnenju, da ga znamo tako argumentirati. Se v bistvu pripravimo na ta realni svet, ki bomo pa malo večji, starejši. A tega se ne učijo le pri etiki. Učenci povedo, da so to teme, ki jih srečajo tudi pri drugih predmetih v devetletki. Bolj kot šola pa po njihovem mnenju nanje vplivajo vrstniki in predvsem starši. Ta mnenja se v možganih sprejmejo in potem oni tako isto mislijo naprej. Skoraj polovica vprašanih fantov in dobra desetina deklet meni, da so moški boljši politični voditelji. Že v preteklosti so bili moški tisti močnejši in pol se mi zdi, imamo še vedno mi to v glavi, da moški so boljši kot ženske. In včasih tudi ženske dajo mogoče slabše vtise, oziroma niso dosti prepričane. Meni se iskreno zdi, da je zato kriva, zato da zdaj mislijo še vedno, da ženske nimajo dovolj sposobnosti za to. Krive socialni mediji, kot naprimer TikTok, Instagram, Snapchat. Če je sposoben, če zna govoriti, če ima dovolj dobro izobrazbo, je lahko vsak politik. Jaz mislim, da so moški boljši zaradi tega, ker imajo bolj, se pravi, to karizmo, pa bolj odločni so. Možno, da so starši kako na to vplivali, da so jim oni povedali, lej, te so pa dobri, one pa niso, one so pa ful slabe. Očitno so mladi še močno zakoreninjene stereotipne predstave o spolu. Nikjer namreč ni dokazano, da so moški boljši politiki od žensk. Vsi so isti in nič se ne spremeni, ne da se mi. To pa so razlogi, zakaj ne bi šli na volitve. Raziskava je zaznala tudi izrazito zmanjšanje spremljanja televizijskih novic in branja časopisov z namenom, da bi se informirali. Da bi pogledal poročila, se mi ne da, če povem po pravici. Največ dobim informacij od moje mami, ki gleda poročila pa vse to, pa tudi jaz spremljam na socialnih omrežjih, pa tako kje druge na internetu. Večji delež učencev, ki jih je strah vrstniškega nadlegovanja, nižje so ocenili tudi raven medsebojnega spoštovanja učencev v šoli.